kar rečeš, da sem. Sem, kar misliš, da sem. Sem, kar sodiš, da sem. Sem točno takšna, kot me dojemaš. A v resnici misliti se pravi nič vedeti. Obrekovati pomeni biti slabič. Soditi pomeni biti omejen. Dojemati pa ni isto kot razumeti. Maruša, si torej študentka prava, vendar v prostem času tudi pišeš. Tvoje vodilo je ustvarjati pomeni dvakrat živeti. Zakaj natančno? V bistvu, ker se mi zdi, da s tem, ko človek pač neke nove stvari poskuša, pa je inovativen, v bistvu tudi nekako sebe spoznava in tudi v bistvu odkriva, kaj vse je zmožen sploh narediti. Da se ne drži pač nekega okvira, ko mu ga družba da, ampak da pač proba samega sebe spoznavati na različne načine in tudi ugotoviti, kam mu leži, kam mu ne leži, pa tudi nekako napolniti svojo dušo, no. Zakaj meniš, da smo te izbrali kot štrlečo? Ja, v bistvu se mi zdi, da celo življenje štrlim, ne, mislim, nikamor ne pašem, bom rekla, oziroma tako se počutim, kakor da nisem zdaj v nekem kalupu ali pa nekaj takega, tako da najbrž zato, ne vem, ti mi povej. Nam se zdi, da nekako pravo in tudi pisanje, da je zanimiva kombinacija. Zato me tudi zanima, kako si predstavljaš svojo prihodnost, kot pravnica ali kot pisateljica? Ja, zdaj mislim, po mojem kot pisateljica ne, ker od tega preživeti, sploh tule v Sloveniji, bi bilo po mojem kar težko. Drugače pa v bistvu sta to res dve zelo, zelo ločene stvari, ampak se mi zdi, da kako bi povedala, v bistvu jaz sem tudi človek, ki rad preizkuša sebe v različnih vlogah in mi je mogoče pravo tudi neki izziv, no. Nekaj mogoče čisto atipičnega za mene, ampak mi je neki izziv in zato mi je še toliko bolj všeč, no. Moč ni v nasilju, v filozofiji ali nezmotljivosti. Moč ni v sarkazmu ali nadvladi. Moč ni v udarcih besed. Moč ni v smejanju na tuj račun. Moč ni v prodajanju in kupovanju. Moč ni v oblasti in obtoževanju. Moč je prenašati vse to, ne obsojati teh ljudi in se kljub temu veseliti življenja. Moč je verjeti vase in pustiti tuja življenja živeti. Moč je v razumevanju sebe in drugih. Moč je biti. Tvoja zadnja zbirka je torej Plošča z napako, ki se tudi nekako dotika oziroma opozarja na trenutne razmere v svetu. Meniš, da je pomembno, da v bistvu ustvarjalci opozarjajo na to? Ja, v bistvu meni se zdi, da je pomembno, da kdorkoli opozarja na to, ne. Zaradi tega, ker hoditi po svetu pa se dela, da ni problemov, da niso stvari narobe, se mi ne zdi nekako prav, pa da glavo tišiš v pesek, ne. Pač včasih se mi zdi, da moraš tudi ukrepati, čeprav zdaj jaz ne mislim z to svojo knjigo, da bom svet rešila, nimam zdaj takih, ampak mogoče pač čutim to, da moram to na glas povedati, da mi nekaj ni všeč, no. Do sedaj pa si izdala torej že 3 pesniške zbirke. Katere so to? Ja, v bistvu konec osnovne šole sem izdala še 5 resnice. Potem v srednji šoli pač sem izdala Memento mori, to je bolj tak proza, ne. Zdaj pa še pač v 1. letniku fakultete sem pa izdala Ploščo z napako. A je možno, da mogoče tisti, ki jih to zanima, preberejo kje tvoje knjige, si jih je možno kje sposoditi ali tebe kontaktirati, da jih morda pri tebi kupijo ali si sposodijo? V bistvu knjige moje so v knjižnicah, v Mariboru, Ljubljani, Celju, pač vseh teh večjih knjižnicah, Murska Sobota in tako naprej. Drugače pa imam tudi svoj blog in tam tudi me lahko kontaktirajo, pa tudi zdaj v kratkem mislim, da bo tudi prišla vse knjige ali pa vsaj ena, no, v knjigarne, da se bo dalo kupiti, ampak sem še v fazi dogovarjanja, tako da. Naj renčijo besni psi, naj mi tigri drobijo kosti. Naj mi kača zavije vrat, naj me hijena sili v prepad. Vse to ni nič v primerjavi z zverjo, ki ponaša se s človeško krvjo. Obraz prijazno se nasmihati, ako obrne se, že nož v hrbtu te skeli. A vse lahko storiš, lažeš, kradeš in moriš, le če spredaj pravi je naziv. Nikoli ne boš spoznan kot kriv.